Pozdravljeni. Morda se vam je že zgodilo, da določena razlaga glede dogodkov v svetu Formule 1 vas ni prepričala oziroma vas ni zadovoljila. In danes si bomo pogledali tak primer, kjer gre po mojem osebnem mnenju bolj za opravičilo kot za razlago. Čeprav sem imel danes zjutraj v načrtu čisto drugačen prispevek, sem moje lastne namere bil primoran spremeniti, takoj ko sem prebral članek na motosport.com. Kdor spremlja moje delo na tem kanalu, ve, da cenim motosport.com in mislim, da ima v povprečju izjemno dobre avtorje. Tokrat so malce šli mimo tistega bistva, kar je po mojem osebnem mnenju razumevanje Formule 1. In bojim se, da so nalašč šli mimo. Dobro vam je znano, da na veliki nagradi Azerbajdžana je bilo ogromno polemik okrog trdote pnevmatik Pirellija. A tokrat v članku motosport.com Jonathan Noble razlaga, da je bil mogoče vzrok tlak. Seveda, kogar zanima, kot običajno, dobi bližnjico do tega članka v opisu in tam bo še marsikaj drugega zanimivega. Tudi moja osebna razlaga, kaj bi bilo lahko narobe v Bakuju, da smo videli tisto nesrečo tako Lensa Strolla kot Maxa Verstappena. Pustimo sedaj to pri strani, stara zgodba. Težava je v tem, da v članku, ki sem ga prebral na motosport.com, je ogromno navedb, ki znajo zavesti marsikoga. A pojdimo lepo po vrsti. Namreč ekipe Formule 1 so se primorane držati minimalnega tlaka, ki ga predpiše Pirelli. Znana zgodba. Razumeti moramo, zakaj je tako pomembno določiti minimalni tlak in ne optimalnega. Gre predvsem zaradi tega, da bolj kot je prazna pnevmatika nižji kot je tlak, lepše se ta ogreje. Da vam poenostavljeno razložim. Vsi izmed nas smo že opazili, da na primer v ogrevalnem krogu, predvsem na ravninah, vozniki nalašč znihajo svoje bolide. Bolj kot je prazna pnevmatika, nižji kot je tlak v njej, lepše se upogiba in bolj kot se upogiba, prej se segreje. Seveda, Pirelli določi minimalni tlak v pnevmatikah in Jonathan Noble razlaga, kako lahko razne ekipe prelisičijo sistem. Najprej trdi, da tehnični delegat nikoli ne preveri vseh tlakov v vseh pnevmatikah. Nato trdi, da v davnih časih so lahko tudi z grelnimi blazinami dosegli višjo temperaturo, kot je bila tista delovna. Tako se je zrak v pnevmatiki razširil, dosegel višji tlak, a v resnici, ko se je zadeva spravila v tiste normalne okvirje, je bil tlak v bistvu nižji. In seveda razlaga, kako so ekipe odgovorne za tisto, kar se je zgodilo v Bakuju, ker so malce pogibale pravila. A težava je v tem, da ta razlaga ne zdrži niti najmanjše osnovne kritike navadnega navdušenca. Namreč začnimo pri tlaku. Kolikor je kdo sledil tistim dokumentom, ki so uradno dostopni na spletni strani FIA, je lahko opazil, da je Pirelli najprej dvignil najnižji dovoljen tlak v zadnjem paru pnevmatik. Namreč na začetku vikenda je bil dovoljen minimalni tlak 19 PSI, se pravi funt na kvadratni palec,
Nato v tisti zadnji izdaji pred začetkom dogajanja se je dvignil na 20. Kolikor koga zanima za primerjavo, enota funta na kvadratni palec pomeni 0,069 bara, zaokroženo navzgor, samo tako, da imamo približno nek občutek. Torej, že sam Pirelli je ugotovil, da nekaj je narobe v tlaku, zato ga je dvignil. Ponavadi pride do dviga tlaka v pnevmatikah zaradi tega, da se izogne pregrevanju. Naprimer, kolikor imajo ekipe akutne težave, naprimer z mehurjenjem, Pirelli lahko reagira tako, da dvigne tisti minimalni predpisan tlak. S tem zniža temperaturo. In minimalni predpisan tlak je bil zvišan v Bakuju. In seveda, kolikor koga zanima, v sezoni 2019, ko smo zadnjič tu videli dirko, smo imeli pnevmatike za stopnjo trših mešanic, bolj mehkejše konstrukcije, kar se tiče same karkase pnevmatike, a razlika v tlaku zadnjih pnevmatik je bila le polovico funta na kvadratni palec višja. Torej, nekaj je bilo narobe na pnevmatikah in pri Pirelliju so to točno vedeli. A seveda, to je iz razlage bilo izpuščeno, kajti ne govori v prid teoriji, da so ekipe tiste odgovorne. Pojdimo naprej. Namreč izjemno enostavno je prilisičiti kontrolo, če naključno tehnični delegat pregleduje pnevmatike in tlake v njih, kar se izkaže za čisto laž, ukolikor se samo pogleda poročilo tehničnega delegata Joea Bauerja. Namreč ta je zapisal, da je pregledal pred začetkom tlak v vseh pnevmatikah in seveda tudi po koncu dirke. In pred začetkom je preveril tudi temperaturo samih pnevmatik. Zakaj je tako pomembno, da je pregledal temperaturo? Grelne blazine lahko segrejejo pnevmatike do 80 stopinj Celzija in ne več. Namreč delovna temperatura pnevmatike, odvisno sicer od mešanice, je tam okrog 120 stopinj Celzija, govorim seveda zaobkroženo, mehkejša, kot je pnevmatika na nižji temperaturi deluje. A ukolikor imamo grelno blazino na 80 stopinjah Celzija, kako jo bomo v navednicah pregreli in tako dvignili temperaturo in tlak zraka v njej? Ker je zopet ena izmed ogromnih puhlic v tem članku. Namreč že desetletja v pnevmatikah Formule 1 ni zraka, temveč dušik kot inertni plin. Pravzaprav zaradi tega, da se ne dogaja tisto, kar sem opisal pred nekaj trenutki, da imamo ne glede na temperaturo pnevmatike konstantni tlak. Torej, članek, ki nam razlaga, kako ekipe upogibajo pravila in nekako dosežejo nižji tlak, nima niti enega argumenta, ki bi to potrdil. Namreč Pirelli še ni objavil vzrokov, a zgleda, da je nekdo avtorju motosporta prišepnil določene informacije, ki jih je ta brez preveriti dobesedno objavil. Namreč lepše je trditi, da so odgovorne ekipe, kot da je odgovoren Pirelli. Govorili smo že o tem, da je bil izbor pnevmatik napačen. Namesto C2, C3 in C4 iz sezone 2019 smo videli C3, C4 in C5. Uradna razlaga najtrših pnevmatik v sezoni 2019, govorimo o C2, ni nihče uporabljal. In seveda, če pogledamo, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Azerbajdžana, bomo videli, da tistih srednjih pnevmatik ni skoraj nihče uporabljal.
Zakaj jih ni? Ker je bila razlika med C4 in C5 tolikšna, da ni prišlo to do izraza, a gre za mojo osebno interpretacijo. A ker je članek objavljen na motorsport.com, predvidevam, da ga bo marsikdo tudi povzel, nič čudnega. In zopet bomo prišli tja, da bodo lahko nekateri navdušenci razumeli, kot da ekipe v navednicah sleparijo in tako spravljajo v nevarnost lastne voznike. Lahko, da se tudi to dogaja, ampak ne s tako argumentacijo, kot je navedena v tem članku. Videli ste, da hitro preverjanje dokumentov, ki so vsem nam na voljo, kažejo v čisto drugo smer. In zato tudi na viru, kot je motorsport.com, moramo biti izjemno previdni in zmeraj se truditi imeti lastno mnenje, ki je podprto z nekimi realnimi argumenti. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.